Pozdravljeni, sem Petra Krnc-Laznik in sem diplomirana literarna komparativistka in novinarka. Med študijem sem si vedno želela, da bi me poklicna pot odnesla med knjige in v gledališče. Pa me je navdušila rdeča lučka. Najprej v radijskem, kasneje pa tudi v televizijskem studiu. Po nekaj letih dela v medijih sem se odločila, da začnem soustvarjati zgodbe, ki jih posredujem različnim medijskim hišam, soustvarjati podobe ljudi in organizacij v moji dolini. Odnosi z javnostmi, organizacija in povezovanje prireditev ter kreativno pisanje so tako že več kot desetletje osrednje dejavnosti mojega podjetja. Vem, da ste se tudi v vašem društvu, zavodu, podjetju že soočili z organizacijo oziroma upravljanjem takšnega ali drugačnega dogodka, prireditve. In če tega ne počnete ravno vsak dan, vam bo naslednjih 5 nasvetov, na kaj morate biti pri tem še posebej pozorni, zagotovo prišlo prav. Prvič, določite čas, kraj in vsebino dogodka. Recimo, da organiziramo letni koncert pevskega zbora. Čas, petek, 19. marec ob 18. uri. Kraj, domači kulturni dom. Vsebina, letni koncert z naslovom Doma je najlepše. Zbor bo zapel 3 slovenske ljudske, 3 slovenske umetne zborovske in 3 slovenske popevke, ki govorijo o lepotah slovenske krajine. Na koncertu bo sodeloval tudi glasbeni gost, pianist, ki bo v svoj program vključil 3 pesmi slovenskih skladateljev. Koncert bo trajal največ 1 uro. Drugič, ko imamo izbrani dogodek, je najbolj pomembno natančno opredeliti ciljno skupino, publiko, torej tistega, ki ga želimo spodbuditi k obisku našega dogodka. Pravilno izbrana ciljna skupina nam zagotavlja, da bomo z obiskom zadovoljni organizatorji, prav tako pa bodo zadovoljni tudi obiskovalci, ki bodo videli, slišali, doživeli pričakovano. Če torej organizirate letni koncert pevskega zbora, je vaša ciljna publika skupina ljudi, ki rada prisluhne zborovskemu petju. To so pevci v drugih zborih, to so prijatelji, znanci in sorodniki pevcev vašega zbora. To so oboževalci glasbenega gosta na vašem koncertu. Tretjič, določite finančno konstrukcijo oziroma znesek, ki ga imate na voljo za pripravo in izvedbo dogodka. Od tega je namreč odvisno, katere promocijske kanale boste izbrali, koga vse boste v organizacijo in soustvarjanje programa vključili, kakšno ozvočenje boste imeli, kako bo z osvetlitvijo, morebitno pogostitvijo, nagradami oziroma pozornostmi za obiskovalce, novinarje. Če morate letni koncert izpeljati s 1000 evri, potem boste za promocijo verjetno izbrali družabna omrežja in dobri stari od ust do ust, morda celo letake za po gospodinjstvih, kot gosta pa ne boste povabili priznanega glasbenika z visokim honorarjem, ampak boste pevci poiskali prijatelje, znance, sorodnike, ki bi lahko s svojim nastopom za nižji honorar popestrili vaš koncert. Ozvočenje in osvetlitev bosta verjetno osnovna. Privoščili pa si boste vsaj skromnejšo pogostitev po koncertu, kot plačilo za vse tiste ure, ki ste jih namenili vajam in nastopu. Četrtič, jasno opredelite in razdelite posamezne naloge za uspešno izvedbo dogodka. Rezervacija dvorane, dogovor z glasbenim gostom, ozvočenje, osvetlitev, zbiranje sponzorjev, urejanje dvorane pred koncertom, sprejem obiskovalcev, druženje po dogodku, obveščanje. V sam proces naj bodo čim bolj vključeni vsi pevci, ki se bodo zato še toliko bolj potrudili, da bi letni koncert uspel, kar pomeni, da bi bili zadovoljni člani društva in tudi poslušalci. Posledično bi še toliko raje prišli na vaš naslednji dogodek. Petič, obveščanje medijev in javnosti, promocija, oglaševanje, kakorkoli že temu rečemo. Pripravimo vabilo, ki vsebuje samo osnovne informacije o dogodku in ga po e-pošti in ostalih brezplačnih kanalih razširimo med ciljno publiko, torej med člani pevskih društev, med našimi pevci, sorodniki, prijatelji. Posebej pa smo pozorni, da v obveščanje vključimo tudi medije, novinarje. Njim namenimo posebno vabilo z izbranim nagovorom.
Če medijev o dogodku ne obvestimo, ne moremo in ne smemo pričakovati, da bodo o njem poročali, saj z njim niso seznanjeni. Prav tako moramo medijem pozornost nameniti na samem dogodku. Predlagam pa tudi, da po dogodku strnimo naše vtise v zapis, ki mu priložimo fotografijo, 2, 3 in ga pošljemo novinarjem. O tem pa več v videu na svetu Komunikacija z mediji, ko boste izvedeli, kakšno je pravo vabilo in kako napisati poročilo po dogodku, kakšno fotografijo priložiti, da bo objavljena vsaj na spletnih straneh izbranega medija. Se vidimo. Do takrat pa bodite lepo.